Dobrodošli v parku La Ciotat, ki nosi ime po pobratenem mestu, enemu oziroma prvemu pobratenemu mestu izmed 20 pobratenih mest, ki jih trenutno ima Kranj. Уважаемый господин почетный консул Российской Федерации, господин Дуракович, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Spoštovani gospod župan, spoštovani gospod Durakovič, častni konzul Ruske federacije v Sloveniji, spoštovane dame in gospodje, dragi prijatelji. Рад приветствовать всех участников сегодняшнего знаменательного события, торжественной церемонии открытия в городе Крань памятников величайшему славянскому поэту Пришерну и его российскому современнику, гению русской литературы Лермонтову, имена которых золотыми буквами вписаны в историю мировой литературы. Veseli me, da lahko pozdravim vse udeležence današnjega pomembnega dogodka v Kranju, slovesnosti ob odprtju spomenikov največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu in njegovemu sodobniku, geniju ruske književnosti Mihailu Jurjeviču Lermontovu, imeni katerih sta zlatimi črkami vpisani v zgodovino svetovne poezije. Seveda lahko to slavnostno predajo listine tudi pospremimo z aplavzom. Še en korak slovensko-ruskega prijateljstva smo navezali danes s tem slavnostnim odprtjem obeh doprsnih kipov. In zdaj oba gosta, ki sta se nam danes pridružila v gorenjski prestolnici, v Prešernovem mestu, se tudi podpisujeta v častno knjigo gostov in verjamem, da se bosta še velikokrat vrnila v Kranj. Hvala lepa. Ideja, ki se je rodila v času korone, da tako rečem, čisto po pravici povedano, prišel je do mene ukrajinski veleposlanik in je prišel z idejo, da bi v Kranju postavili doprsni kip njihovega sodobnika Franceta Prešerna, Ševčenka. No in posledično se je potem pri meni razvila ideja, da bi pa glede na to, da je najbolj znan občan mestne oziroma Kranja, France Prešeren, da bi pa postavili doprsne kipe iz večjih držav njegovih sodobnikov. Poslali smo na različne ambasade. Pogovori še potekajo, ker kakšne ambasade ne želijo tega financirati oziroma ne znajo najti sponzorjev, da temu tako rečem. Tako da zdaj jim bomo lahko z veseljem pomagali. Prihodnji teden bomo postavili, mislim, da v ponedeljek pride ukrajinski minister, prime minister, predsednik vlade, ki bo svečano odprl ta spomenik. Potem pa nadaljujemo še naprej. Zadnjič sem se srečal z srbskim predsednikom, gospodom Vučićem, ki je tudi potrdil, da so pripravljeni dati pač postav tukaj le doprsni kip enega od njihovih pesnikov. Odločitev bo še padla. Bistveno je pa to, kar smo rekli, da je Kranj odprto mesto, da se odpiramo svetu, da vidimo, da imamo prijatelje povsod po svetu in da bo to postala taka atrakcija, ne samo za turiste, predvsem za dijake in dijakinje kranjskih srednjih šol, učence osnovnih šol, pa mogoče tudi kakšnih fakultet, ki si bodo lahko pobliže ogledali, pa dobili neko predstavo, kdo je bil vse sodobnik Franceta Prešerna.